Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni, dobrodošli ob spremljanju naše redne oddaje V družbi z Jezusom. Tokrat pa imamo gosta iz morda osrčja Slovenskih goric. Nisem najbolj prepričan. Morda je malo višje. Sveta Ana v Slovenskih goricah, to je njihov pastir, župnik, gospod Anton Fras, tudi naddekan Slovenije goriške naddekanije. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi. Hvala lepa za zaupanje, pa lep pozdrav tudi vsem poslušajočim in gledajočim te oddaje. Upajmo, da bomo kaj koristnega v eni uri lahko ponudili. Zdaj, kaj bo Bog pa je tisti, ki odloča o tem, kaj bo. Tako, vesel sem, da ste se tako zelo potrudili, kajti v zadnjih tednih ste imeli kar precej težav. Prišli ste s palico kot kakšen škof. Samo je bila polovična palica, tako da ni tisto. Ni merodajna za te posle, kakšne škofje opravljajo. Ja. Kaj se vam je zgodilo? To se pravi, leta delajo svoje s človekom, pa potem tudi kile, kako rečemo po domače. In se je pojavila obraba obeh kolen. In zdaj pred dobrim 2 meseca so me desno koleno menjali, tako da imam zdaj malo kovinsko koleno, titanovo. Novo koleno. Hvala Bogu, kar lepo napredujem, bi rekli, v rehabilitaciji, sem bil tudi že v zdravilišču in tako naprej. Tako da zdaj počasi upamo, da bom shodil, če tako reče, tako dojenček. Boste spet lahko začeli normalno upravljati svojo službo na župniji? Tako, to sem začel že prejšnji teden, prejšnjo nedeljo sem štartal ponovno. Prej je gospod dekan dr. Janko Görgler med 2 meseca nadomeščal solidno. Lepo. Tako da zdaj pa sem prišel že počasi v stare tirnice, če tako rečem. Pa sprejmejo vaši župljani nadomestnega župnika, da tako rečem? So sprejeli, pa sem jih tudi potolažil, da on je malo krajši vedno, kakor sem jaz pri maši. In sem jim v nedeljo povedal, da sem slišal neki komentar, da bo nikoli ljudje niso jezni, če je maša prekratka. Vedno pa so malo čemerni, če je predolga. Samo sem jaz potem komentiral, da upam, da do konca maša tega ne bom pozabil. Ja, sedaj ne vem, kako vi pridigate in kako dolgo. Naučeni ste menda bili, da se je treba dobro naspati za pridige, ne? Ja, te gospod Smej nam dal na srce položil. Ja? Ja, jaz se od ponedeljka naprej se pripravljam. In sicer to je pa zdaj malo zgodovina. Nekdanji arhivar na Mariborski škofiji, Jakob, ne vem, kaj se že pisal, dol je bil dol iz, se pravi, tam, ko je Marija Zvezda, Nova Štifta doma, Richter, točno da se spomnim. Starejši, jaz sem mu pomagal dosti tam v arhivu, da se začeli to urejati. In on je vedno rekel, pravi, jaz ponedeljek denem na mizo gor knjige, za tisto pač na naslednjo nedeljo in od ponedeljka naprej začnem. In mene se to nekako malo prijelo. In potem seveda, ker dolgo zbiraš, tudi marsikaj zbereš, potem pa težko razsortiraš, ko je pridiga, te pa gre malo na daljše. Tada, jaz vedno trdim tak, da ni hudega, če je pridiga dolga, se vse ljudje odahne, če pa kjer spi, pa malo kako kitico več potegne. Gotovo jim veliko lepega in koristnega poveste, če ves teden razmišljate o tem, kaj bi bilo dobro. Pridiga bi naj bila nekako najprej vezana na prebrano Božjo besedo, ne? Absolutno. Ker mi smo rekli služabniki besede. In dejansko jaz se vedno držim, koliko se leda radim, če kakšna tematska zadeva, ne, recimo da je Slovenci po svetu ali ne vem, take stvari, takrat tudi tisto izpostaviš seveda. Ampak jaz vedno pravim, treba Božjo besedo jim ponuditi, ker ljudje danes dosti krat niti ne berejo kaj dosti Božje besede. In zdaj, če on tam sliši tak spotom, pa še ti malo narodno prebereš, ali pa kak je bravec, malo mu uide, bi rekli branje, potem nimajo tega nič, ne. Te pa jaz pa to prekladam in razlagam in komentiram, malo veš kakšen vic razložim, tako da se malo sprostijo. In potem pač je, ker jaz si pridig ne pišem, to je zanimivo. Jaz si samo točke zamislim, ker imam, pa seveda potem razmišljam o tistem, kaj bo gor na tiste točke položil. Rekli, kosti postavim, potem pa meso zlagam, gor včasih je predvsem mesa tako pri mene, ne, včasih pa malo manj, ne, kako pač pride. Prepustite Svetemu Duhu, ne? No, čisto ne smeš ba je. To je pa izigravanje Svetega Duha, če njemu se prepustiš, ne. Vse, ne? Je, da je dobro s Svetim Duhom sodelovati, ampak ne da bi on bil
tisti, ki bodo namesto tebe, ne? Ker on rabi nas tudi. Dobro pripravljene stvari običajno tudi dobro Potem uspejo, pa žegan gor, bi rekli. Razsvetljenje v tistem trenutku, ravno tisto besedo najdeš ali pa misel, ki bi lahko bila res po tvojem takrat v vidu najbolj primerna, da se ljudem ponudi, ne ve, duhovno hrano. Sicer pa si mislim, da iz kraja, iz katerega izhajate, je namreč svetega Jurija ob Ščavnici iz Slovenskih Goric. Tam je neki posebni navdih z neba nad tistim krajem. Saj so že Blaženi Slomšek v kroniku zapisali, ta fara meni mašnike redi. Tako, ker je bilo tam duhovnikov ogromno. Da sem že omenil enkrat vam, ko smo se prej pogovarjali nekaj, da v moji novi maši je bilo še 16 živih duhovnikov iz naše fare, pa 20 redovnic pred 46 leti. Zdaj pa smo še samo 4 žive. Pomeni še 4 leta in boste praznovali Zlato mašo. Ja, to pa je še na dolgi palce. Bog je vert. Ja. No, malo nam pripovedujte o tem, kako ste živeli v Svetem Juriju ob Ščavnici, preden ste stopili na pot duhovništva, pravzaprav sploh začeli razmišljati o tem, da bi postali duhovnik. Vas je to kar vleklo skupaj z vzgledi, ki ste jih imeli pred vami, toliko duhovnih poklicev iz vaše fare? To bom rekel, direktnega, tako bi rekli, da bi ena stvar me zagrabila, ni bilo, ne, da bi poknilo, pa bi jaz že bil tam, ne, kje moram biti. Ne. To je bilo tako malo cincanje tudi pri meni. Jaz sem bil celo po osnovni šoli sprejeten na IHE že. Da grem na to kovinarsko šolo, ne, teta je živela v Mariboru na Pobrežju, tam bi stanoval lepo, imel vse zastojn in tako naprej, vse lepo zmenjeno. Potem pa sem šel na Slom, takrat, ko je bilo to še pač državno posestvo, obirati hmelj po 8. razredu. Ne. Pa kolega je bil zdraven, moj eden, ki je tudi že v semenišče bil namenjen rahlo. In tam je potem dozorelo in jaz sem tam javil na nekdanjemu kaplanu pri Juriju, gospodu Zadaravcu, ki je potem umrl v Stanku gor na Keblju, ga tam kap zadela pozneje, ko je tam bil župnik. In sem mu javil, da ne gre, pač se spričevalo dvigne v Mariboru, ne, pa naj pošle na škofijo. Ne. In potem so seveda poslali in potem seveda spremni izpiti v Mariboru so bili za gimnazijo mimo, davno že, ne, to so bili junija, so bili izpiti, ali da so bili tiste. Jaz se takrat nisem sanjal o semenišču, da bom kaj noter hodil. In potem je prišla eno nedeljo, vem, da to je neko krog v prvi polovici septembra, je bila v nedeljo pogreb, pa je gospod župnik, naš Junež, ki je bil taka avtoriteta, resle, stara šola, ampak učinkovita šola, jaz rečem, ker je imel tako duhovni poklic, nekakorkoli je veljal za štreng človeka, ne, brez pardona, ne. Je rekel, Tonček, malo počakaj, po pogrebe, počakam. Pravi, jutri lahko z Ivanom Kolbelom in Greta na Ptuj, v Zagrebi so pripravljeni sprejeti, ki imajo prevak gimnazijo pri minoritih, ne, pa lahko tam začnete. Če pa ne bo ta šla, pravi pa ta leto dni pa čakala na škofijsko, pač zopet to zadevo v Mariboru, ne da bo sta šla v semenišče, pač leto dni ta pač doma. In mi smo drugi dan že potovala v Zagreb. To je bilo, mislim, malo šokantno. Od kovin do duš, to je hudi preskok v vašem življenju. Kako? Od kovin do duš. Ja, to je zanimivo. Ja, no, zdaj malo še obdelava materijala, kaj bi rekli, ne? Malo stružniš, da stružiš malo dušice, ne? Da jih malo čistiš. Ja, tako sem potem v Zagreb prišel in tam smo potem oba ostala 3 leta, novicijat napravila po 2. letniku gimnazije, kak je bil pač takrat navada. Na Cresu. Na Cresu lepo, habit lepo že nosili, tako smo bili pravi Frančiškovi sinovi mlade, ne? Naraščaj. No in potem po 3. letniku pa nekako smo skoraj vsi zbrisali, po domače rečeno. Malo mislim, da je bilo, to je zdaj moje mnenje čisto tako osebno, malo tisti predstojniki, ki so bili, so nekako malo premalo nekje znali prijeti te mlade ljudi, če tako rečem, to te pubertetnike, če še tako imenujem to, ne. In smo vsi zginili, ne. Od 24, mislim, da nas je bilo v noviciatu, 3 smo duhovniki postali, nič več. Zdaj, da je bilo nekaj zadeve so pojavile se in ni šlo. Enostavno, jaz sem pa potem domov prišel, pa se na škofijo javil, ne da sem pač doma, da sem minorite zapustil in sem potem dobil komando iz škofije, da jesen Vipava. In tam v Vipavi sem potem 4. letnik končal, pa maturiral in potem pa tam tako šlo bogoslovje po vrsti, gor lepo Ljubljana 3 leta, potem Maribor 3 leta in tako. Kaj pa vaša izvirna družina? Koliko vas je bilo? Doma smo bili 3, še vedno živimo 3, smo še vsi živi, hvala Bogu, brat in sestra, brat je starejši, sestra mlajša.
Ampak mi, zdaj imamo malo hudomuša, ne, do župnikov, kako so naredili, ne, me je enkrat vprašal, pravi, zdaj se gotovo se blika ministrant, se kot niti dneva, ker Junež je imel navado, a najbolj pobožne družine so lahko ministrante dale, ne pa take, ki so hodile k maši, ampak niso izstopale, ne. In mi smo hodili k maši, to je bilo vse zvesto, brez pardona, ne vsako nedeljo k maši, peš po blate, po vode, ki je trebalo pač iti, ker smo peš hodili. Ni bilo problema iti, ne, tak, pač klasika bi rekli, klasična družina, taka umirjena, nič posebnega, ne, in seveda nas ni vzel, ne, tudi brata ni hotel vzeti, ne, je že nekaj pripravljal se za ministrante tudi. Ste bili že takrat tako vesele narave? Ne, tak, mislim, da ne, bolj zadržane. Bolj, potem se to nekaj odprlo malo, če tako rečem, ta sproščenost. Gleda, kako to z kilami, ne, koža se razširi, vse se bolj razširi, ne, tudi duša se razširi. In dobra družba, dobra družba. Kako? Dobra družba, vedno. Tudi, brez skrbi. Če imaš dober, rekli, dodatek, tisti, ki te malo provocira pozitivno smislu, ne, da to sprosti. Ja. Imate lepe spomine iz srednje verske šole iz Vipave najprej, pa potem... Obojne. In v Zagrebu ni mi bilo slabo. So bili res do nas, rekli, prijazni, vse fair, ne, ampak kot pravi, nekak vzgojnega vidika zgleda, da niso pogodili, ker nas je bilo ogromno tam. Bosancov, Hercegovcev, vsega, ne. Jaz malo trdim tako, malo skrajno, ne, da dejansko je bilo prevelika številka, da so nekaterega sortira, da je pa vse zginilo, ne. No, v Babi tudi je bilo, samo tam pa se eno stvar malo tako težko sprejel, ker moj sošolec, ki je bil doma iz Hrastnika, da že pokojni, Bog mu da večni mir, je tudi prišel potem tudi tam od minoritev tja. In tam je en od profesorja, ne imena omenja, niso važna imena, maltretiral dobesedno za moje pojme, ne. In potem zahteval na maturi, da je mogel iz 2 predmetov pasti, da je leto nič izgubil, ne. Ampak so ga bogoslovi o tem jesen sprejeli, tako pogojno, ne, da pač drugo leto maturo napravil, ampak je potem odišel, ne. Se je potem malo zgubil po svetu, ne. Tako da tisto me je zelo bolelo tam v Vipavi, ne. Nekako nisem je zdelo fair, ne, do človeka. Ko on je bil iz Hrastnika, ne, preko šel semenišče, je bil falota od falota na ulici, ne. In potem se naenkrat obrnil, ne, to je bilo čudež za Hrastnik, ne. In na koncu so ga pa tako nekako zdriblali naši domači ljudje, če tako rečem, ne. Kaj ste ugotovili v tem času? Veliko verouka ste gotovo tudi poučevali v vseh letih na raznih varah, kjer ste delovali, ki jih bova še omenila. Kaj je najbolj pomembno v pristopu do mladega človeka, do otrok in potem do mladostnikov, da bi bili uspešni v poučevanju in vzgoji? Ja, da mu se malo pohvalijo, ne, to je zdaj malo, pater Vinko to lahko pove tudi, on je bil takrat dekan na Ptuju, sem bil v Gorišnici, ja, je bil dekan, Gorišnici kaplan, sem bil takrat Trni Berton, sladega od Mavrice, razglasen za najkateheta Slovenije. Zelo smo tam je bilo zelo živo, ne, pa to je taka fara čudovita, ne, Marjeta Niža Ptuja, bogata duhovno bi rekli bila in tako naprej. In tam se je dalo materijala najti koliko češnje otrok, ne, ker so sodelovali sem, tja, levo, desno, ne, to ni bilo problem. Se pravi, moj osnovni moto, če tako rečem, tudi ne samo za glede otrok, tudi glede ljudi. Prvo bodi človek. Do ljudi. Človek. Kot duhovnik bodi človek, ne. Nič zdaj takoj naprej, da si ti župnik, da si ti tata mata, nekaj odločaš, ne vem čem vse, ne. Ampak prvo, da si človek, da te on lahko s tabo kontaktira, lahko s tabo meni tudi če prazno slama mlati, po domače rečeno, ampak da ima nekoga, ki ga posluša in se njim pogovarja. To se mi zdi zelo pomembno, ne. Jaz sem bral tega, rad berem svetega Šarvela, ne, izreki. On pravi, če hočeš postati svetnik, postavi prvo človek. Prvo postane človek, potem lahko svetnik postaneš, ne. Ko boš se pa zavedal, da si svetnik, pa nisi več svetnik, ne, ker si je poln sam sebe, ne. No in se mi zdi, da to, ne, jaz se trudim res, no pač koliko mi uspeva, to je, Birt bo rekel gori, ne, če mi je uspelo ali ne, da mu prišel na obračun, ne, čez kakšne dneve ali leta, ali kako je pač prišlo, da dejansko se mi zdi, da s tem, če si ti kot človek res do ljudi odprt, potem ljudje nekako se tudi odprejo. So pripravljeni sodelovati, tudi darovati, žrtvovati in tako naprej, ne. Zdi se mi, da je to osnova vsega. In to odprt in sprejemljiv, nekako dostopen do vseh ljudi, tudi tistih, ki niso... No, zdaj se malo zopet pohvalil, ne, to ni lepo, mislite, po nižnosti se sicer ne dam prekositi, kak je vedno rekel nekaj, ne, slišim možakar, ne. Tam pijani, no zdaj, mogoče, da me neki poslušali, ker je rekli, malo že gospod pretirava, ne malo že fantazira, ker je stari gratov. Vsi pravijo, da vi ste gospod do vseh enake. Jasno, ker je god, ja, vsake se pogovarjam, vsakega pozdravim, pa če ga v cerkvi da vidim, ali ga ne bo nikoli videl, ne. Glavnem,
rabijo to, ne. Ne vem, kako mi je zdaj prišla misel, ne, na študijo, ne, gospod Sterle, bodoči svetnik, ne, Ja. gratia supponit naturam, et sufficit et perficit, ne. Se pravi, milost predpostavlja naravo. Ne moreš ti oznaniti evangelija, hkrati pa si človek za nič, če bi rekli kot človek, v osnove, ne. Ne moreš, ne gre skupaj, ne, enostavno se razbija zadeva, ne. In dejansko je samo lahko neka flikarija, ne, ampak efekta končnega ni. Tako da se mi zdi, da je to zelo pomembno. Dosti odvisno od značaja, ne. Jaz se včasih pohecam, nekaj rad govorim dosti, ne. Ja. Mi je enkrat eden rekel, pravi, gospod, vaše pridige niso tako strašno dolge, ampak tisti dodatki, ki jih imate pri oče našo, pa pozdrav mi rupa, ne vem, pravi, tisto se raztegne. Te pa sem skomentiral tako, ne, da dejansko gledajo vzrok tem, da imam malo preveč ženskih hormonov, zgleda po takem, ne, kar rad govorim, ne. Ne da bi zdaj kakšne ženske omalovaževal, ne, Razumem, ampak razumem. Kaj pa bogoslovje? Imate lepe spomine iz Lepe. bogoslovja? Bogoslovje za mene je bilo spokojnost. Študij mi ni delal problema, ne, to sem folgal, je šlo, ne. Sicer sem eno krizo doživel v drugem letniku, sem že mislil, odite. Nekako me je pičilo, nekaj me je pičilo, neka muha. Pač gleda, da človek tudi to mora skozi dati, ne. Je bila Da potem bolj enodnevnica? poklic vzameš, kak? Je bila enodnevnica? Malo dlje trajala, ker sem že imel celo delo pripravljeno prek borze dela v sobote v Münchne. Zaposlitev že dobil, vse zmenjeno. Potem pa sem šel našemu špiritualu, čudovit človek, tudi iz Marjete Nižja Ptuja, Vesenjak, Jože, ki je še in še spravil tudi šoštane, tak naprej, ne, duhovni poklical, pa tudi kot oziroma spiritual v bogoslovju je bil enkraten. Kaj vam je rekel? Prosim? Kaj vam je rekel? To je čudovita misel, ki je nema nikoli, in še mi je žal, da nisem na pogrebu njegovem povedal takrat, ko je on umrl. Mi je žal bilo, zaradi drugih bi lahko povedal, samo da je že bilo vse skup dolgo, takrat se vleklo precej. No, in je rekel, sem mu rekel, da pač bom šel, ne. Nič ni rekel, bedak, ne, ali nekaj, kaj te je pičilo, ne, kakaj babe je oblazila, ali kaj, ne, ali ne vem, kaj ti je pa v glavo skočilo, nič. Je rekel, veš kaj, ide lepo, pravi, tam smo to ten smrkolišči, kako smo rekli, stanovali gore, ne, na podstrešju, pa kapela gor bila tista, pravi, idi ti, pravi, tam noter v kapelo sedi, pa samo sedi. Pa nič ni treba, ni treba, da boš kakaj rožekrance mlatil, pa to, ne. Samo sedi tam, pravi, pred tabernaklom, pa bo, ka bo. In na koncu se je stvar nekako. Se pravi, da je znal, vedno, mislim, izreden človek za mene on bil, ne, da je znal tako on na fini način človeka k pameti podmačeno, ali pa, da je zopet poklic najdeš svoj, ne, da ga zopet odkriješ, da ga ne zavreš prehitro, ne. Nikoli pa na silo nič, ne. To je bilo za mene unikum, da me on tak na fini način, nič ne tak, pa ne proti, pa ne za, pa ne nič. Ampak idi sam pravi tam v kapelo, pa tam sedi. So normalne te preizkušnje v življenju duhovnika? Verjetno še pride večkrat kakšna taka? To se zgodi, mislim, smo pač ljudje, ne, krhka bitja, kak pravijo, blončeni posodi, tudi poklic nosimo, ne. In rekel, rukneš nekaj kot noter, pa že začnejo šarpinje leteti s tebe dol, ne. Pa se, kako pravijo, cesar nage, ne, ali pa župnik nage, če tako rečem, malo prispodobe. Gospod Anton Fras, vem, da so vas celo sveti oče papež Pavel VI vabili na duhovniško posvečenje v Rim, v Vatikan. Pa zakaj se niste odzvali takrat? Naša generacija, se pravi svetoletna, 75, nekaj je bilo svetoleto, ne, smo se odločili, tu v mariborski pač bogoslovci, novomašniki bodoče, da gospoda Držečnika, ki je bil taka blaga dušika, ne bomo pustili, da bo on zdaj tako ostal nekaj revež, ne, brez posvečenja, ne, v stolnici, ne, ker njima to ogromno pomeni, on se gor zrihta tako, se spodobi za tako slovesnost, ne, vse tiste rokavice, gor, ne vem, kako tisti sod gor potegnil na sebe, kak je takrat bil protokol, ne, in smo rekli, doma se mu dali posvetiti in nismo šli v Rim. Smo doma ostali, nas je bilo. Zdaj tudi pater Ernest, pa to, pa Lampertu, sta oba bila z nami. Sta zelo na vsake strani stala škofa, potem pri novomašnem slavju, ko smo pri oltarju bili. Tada se mi je zdelo to fer, on je bil takrat bolan, namreč že ga že kostni rak lovil. In smo rekli, za 3 leta potem je umrl 78. ne. Smo rekli, zakaj bi ga tako pustili, to je bilo za njega gotovo bila bolečina. Ne, že tako počasi vem, da odhajam, ne, zdaj pa na koncu pa še ove potegnejo nekaj v Rim se svetiti, ja, ne, pred svetega očeta, ne. Ja. Ker Jagova posvetitev je tako prejela, kak bi papeževa, ne, če tako rečem po domače. Gotovo. Kakšno slavje so vam pripravili vaši Jurovčani? To pa je bilo zanimivo, mislim, Jurovčanari so bili, no, zdaj moji rojaki, Jurovčanari rečete? sem ponosen na njih. To je bilo, premicija tam pomeni, pa jih je tudi dosti bilo, ne.
Leta 1969 smo imeli 2 premicije, enem letu, ne. To je že bilo malo klerikalno preveč, skoraj bi rekel, za tiste čase socialistične. Vi ste že imeli premicijo, jaz sem se še komaj rodil takrat. No, eto, pogledajte. No, in tudi vem, da Petrovo, ta posvetitev je bila, večer so me že pričakali, ljudje, vse to, ovo, ne, sprejem, ne, tak naprej, novomašnika, ne, Junež govor, ne, on je vel govoriti, govornik je bil obazen. Vel je povedati, ne, mislim, tak se za nos ga prijel, ne. In bil ponosen, seveda, da ima toliko novomašnikov skozi njegovo kariero, ne. In to je bilo, pa potem premicija, to je bilo, tisti plac tam pred Jurijo, vse polno. Vreme je bilo tudi čudovito, tistega 20. julija, ko sem imel premicijo, to je bilo vse polno, tako jak mravlišče. Ja, na Novo Mašo še zmeraj Spremljam velja. muziko prikorakali tak. Se izplača izrabiti Čevlje, ja. čevlje, ne? Se marsikateri, ki je zdaj že odrasel, mi je rekel, pravi, z mamo smo hodila takrat, ki Jurij gleda vašo premicijo, ne. Kot mali otrok še z mamo, ne, pa da sem videl, kak je to novomašnik, pa kaj to je, ne. Pa ti to čindaro plesali, potem pa take štose, ne. Ja, kaj so vam pa na srce položili vaš novomašni pridigar? Vem, da ste imeli pokojnega škofa Grbiča. Novomašnega pridiga sem imel, ja, opasnega, mislim opasnega. Vašega domačina. Ja, ja. Ja. Njim, to se pravi, zdaj malo mimo vsekal, ne. Njim smo mi gorice delali, celo Grmičom Sovje, ko so imeli gorice. Mi smo delali njihove gorice, ko smo lahko travo žele za krava. Aha. Tada smo se zelo tako poznali, ne. No, in je ta sem gospoda Juneža vprašal, koga bi za novomašnega pridigarja vzel. Pa veš, ko ste vzel, ne Grmiča, pravi, da še od Grmiča vzel, ne več, ne, od juroških mešnikov, ne. No, te pa seveda je sprejel, ni bilo No, problema, saj vam ni vam mogel niti odkloniti, če ste mu No, lahko delali bi gorice. odklonil. Ja, če ste mu delali gorice, vam Ja, ni samo te mogel. že sester njegove smo delali, Anici, ki je bila doma poročena. On je samo prišel vedno na večerjo, so prišli z Držečnikom. Aha. Mi tudi hlapčeki, ne smo v zadnji sedeli prebrati, pa tam naprej sem gledal, ne, Osterc, Držečnik, Grmič, premize, mi smo tako gledali, tako, ne, oči vem vtrgalo skozi te decimale, ne. Vidite take eminentne gospode, sploh nisem vedel, zakaj se gre, ne. Na steni pa slika Korošca, Antona Korošca. Tudi, ja, tiste tudi. še kakšnih gospodov, ne? Politično on je zelo deloval, ne. In njegova izjava je zanimiva, ne, mogoče to, ki je zapisano, je rekel, pravi, da nikoli več ne želim, da bi kdo stranko vodil kot duhovnik. Jaz sem pravi silom prilik to sprejel za časa Avstro-Ogrske in tako naprej, pravi, ker druge rešitve ni bilo, pač bi zmrznile, ne. Tako da on dejansko rekel, da za duhovnika to kljub temu ni, ker politika je vedno taka spolska zadeva, ne. No in kako je bilo potem z pridigarjem in pridigom? Pridigar, se ne spomnim nič. Spomnim pa se ene stvari, ki je pri Grmiču bila značilna. 3 točke. Vedno 3 točke. Kaj god je razlagal, vedno 3 točke. No, podarjajo duhovniči pa te stvari, ampak da bi se mi kaj vtisnilo spomin, je bilo tako vroče v cerkvi. V Novi cerkvi smo že imeli note, neko še bilo v golem stanju. To je bilo tako vročina, tako se je samo crkavo. Potem pa še tiste obleka gor, vse gor navlečeno, ne. Mene je to mučilo do onemoglosti, da sem gledal, koncentracija bila kilova pri poslušanju. Takrat ste bili posvečeni po 5. letniku. Ja, po 5. še te bilo, ja. Pozneje so šli na 6. V 6. letniku pa ste že upravljali duhovniški Ja, kot poklic? semeniški duhovnik se je rekel, te sem že v Ljutomer me nastavil, te že Grmič to imel v roka bolj vse, ne, on je bil generalni vikar tudi in tako naprej in on je me v Ljutomer poslal. Za duhovnega pomočnika. Kot semeniški duhovnik. Semeniški Se pravi, jaz sem petek večer šel tja, večer sem že imel mladinski veruk, pa te v soboto nekaj še, nedeljo maša, popoldne nazaj. Bogoslovje na študij dale. Tada je bilo tako, no, v Ljutomer je bil tata mata, da sem mu fara, ker potem me kar tam pustil za 4 leta še, ne. Župnija svetega Janeza Krstnika. Tako. Hočem vas vprašati, potem ste ostali v Ljutomeru za kaplana, ne? Tako. Še nekaj let? 4 leta. 4 leta. Pa potem sem se počasi že najel, bi rekli, se mi je delo, da moram dalje, jaz sem zelo taki popotno ciganski človek, ne, če te rečemo, ne. Stalno moram potovati nekam, ne, pa ne vem zakaj, ne, moče, ker smo popotniki na tem svetu končno, tako Pavel pravi, ne. Se pravi, da sem po 4. letu kaplanovanja šel v Grmič, pa sem rekel, ja, ma zdaj to zadosti, že do tam Lotmerga, ne, kam je ta račel, ne. Da pa sem rekel, ja, Kondraže, sem slišal, da tam gospod tudi bil, ki se tudi pisal Zadrvec, ne, ki je bil v središču doma, tam neka kilova vse. Jaz sem red naredil, nič ne še reda da tam. Bo šel v Gorišnico, Holomare. Tako sem se v Gorišnici znašel. Tam pa je bilo čudovito tudi. To je duhovna fara. Jaz vedno trdim, da tisti gospod, ki je bil rojak od Slomška, Martin, kako si že pisal, Martin je bilo ime za vseeno, Krištan. Krištan
je bil izredni častilec srca Jezusovega. To je bil, in te gledam, on tu črpa moč, da po vojni on od našega juneža pa je bil sošolec. Da je bila sošolca, smo večkrat hodili preko, še jaz nisem vedel, da bomo tam hodili kot kaplan. Je faro, bi rekli, duhovno, to je bilo, mislim, über, kako pravijo, prek vsega je šlo, v duhovnem smislu, ljudje, izredno versko, to je bilo, mislim, tovariši bi naše rekli, da verjetno malo že klerikalno preveč bilo vse skupaj, ampak so bili. Zdaj pač leta delajo svoje pa čase, ki so, kateri živimo, ampak takrat je bilo res neverjetno. Otroci, to vse. Vse skupine, vi ste takrat kot mlad. Vse smo imeli kaj češ tam. Zagnan kaplan, lahko. Ja, da smo še bili v kondiciji, Malo me tudi skupilo, pa let toliko nisem imel. Ampak samo 2 leti ste ostali tam, ne? Ja, ker je potem nekak škof iskal nekoga, bi v Trbovlje dal na župnika oziroma pač namestnika, ker je takrat tam premik napravil gospoda Pangerla, ki je bil 25 let tam, pa se težko poslavljal, pa nekako probal rešiti, da ga je Maribor potegnil za kanonika, pa šefa pastoralne službe, in te pa je mene dal za vikarja namestnika, gospod Kramberger. Ampak ti se pa nekako njimi tisto... Šli smo se z ljudmi odlično v enem letu ujeli. Še povezave držav ogromno časa tam dol v Trbovlju. So bili odprte, ker je dejansko so rabili zopet človeka, tako mogoče pretiravljam, ampak zunaj cerkve smo se mi pogovarjali, to je bilo živahno. Pan ga zdaj kakorkoli je bil odlično naštudiran, ampak on je kakor končal, potegnil, z nikom nič. Samo uradno, Ja pa zunaj sem čivkal, pa hodil okoli, kaj so me vabile, vse posodil po vseh, jaz sem to vse plezal. Kolikor se ga spomnim, gospoda Pangerla, kanonika, je bil karizmatična duša, ne? Ja, on je čas prehiteval, če tako reče v pastoralnem smislu. Marsikaj, ker je izredno studiozni človek bil. Tiste pastoralna področja takrat, Zasavska in to ustanovljeno, in to je bilo za tiste pojme čudo od čudesa, Niso bili navajeni duhovniki na to, On je to znal povezati. Pomeni, od tam ste potem iz Trbovlja, kjer ste bili namestnik župnika, kam vas je potem podvodila? Da malo izvemo še, ker imeli ste veliko postojank namreč, ne? Ja, gospod Kramberger, če bo to poslušal, ne bo rekel, to tem je malo živce pil, Ker me je hotel na vsak način v Trbovlju pustiti, pa se rekel, da krete doble nazaj. Rekel, nazaj ga bom poslal, ne bom ga sprejel, ne bom ostal tu. Ja, pa bom poslal. Rekel, ne bom, te pa na koncu ni poslal, Te pa, ko je leto dni minilo, kam bi, kak bi, te pa je rekel, Slivnica ali pa Laporje. Te pa sploh nisem vedel, za katero Slivnico gre pa za katero Laporje, nisem poznal to nič, to konca tu noter, Zdaj, kje pa Slivnica? Jaz sem rekel, tu pri Mariboru Slivnica, Ne, pravi, tam nekaj precelja. Vse kot je nekaj daleč. Kje pa Laporje? Slovenska bica, te pa gre tja, vsega bližja bom doma, In sem tako v Laporje prijadral, Te pa, ko sem šel Laporje iskat, faro, te sem na Čerešnjevci končal gore, ker nisem vedel, sploh kje je Laporje. Na Čerešnjevcu? Ja, ker se tam cerkev gori vidi, Laporska cerkev, ne vidiš dol, ko greš iz Slovenske Bistrice, pa te železniške postaje. Vidim, gor cerkev, se gor to zapeno, te pa Čerešnjevec. Te pa gre na z brega, a tam spodaj še eno je. Te pa se tja zapeljem, te pa sem prišel do Laporja. Takrat so v Čerešnjevcu verjetno še imeli župnika, ne? Ja, zdaj so posodi bili. Tudi v Laporju je bil Janez Jurman, celo izvoličen narodom doma, sicer ti del zdaj spada sicer pod Trojico, že Gočovski vrh, ampak on je bil dejansko izvoličen doma rodom, pač Ruperta. On je te že opešal, tudi ga vse mantralo, in pač je te odpovedal, No, ker pred kratkim smo gostili laporskega župnika, gospoda Ozvalda, ki nam je povedal, da so upravljal tudi Črešnjevec, ne? Ja. Pa dekan je bil nekaj časa, ko je prišel, On je za mano prišel v Laporje. Ko sem jaz zopet z Laporja premik naredil, on prijadral iz juga gor. Ja, gospod Fras, vi ste tudi dobili neke cerkvene čine, da tako rečem, ne? Postali ste naddekan Slovenije Goriške naddekanije in to ste že veliko let. Potem ste častni kanonik Mariborskega stolnega kapitlja. Kaj to pomeni, častni kanonik? Zdaj se smejali, pa tudi tisti, ki to poslušali, ko sem jaz to sporočilo dobil za častnega kanonika, glavno smo nekaj cerkev streho popravljali v Juržnice, smo imeli stroje gor, Ena me kliče iz Voličine, sodelavec take, ki je dosti sodeloval pri cerkvi. Gospod, častni kanonik ste postali, kaj sem, zaprkavljate me, kaj me delate, kaj me kočite? Ja, ste, pravi, objavljeno je bilo, zdaj smo iz tega nisem gledal, Pa te grem v Maribor, pa ravno pridem noter na dvorišča tu, pa gospod Kramberger, te še
pride ven, pa ga pozdravim, se reka, gospod Škof, kaj je takrat Sveti Duh spal, ko ste vi to imenovanje pisali? Rekel, ne vem zakaj, ne? Da pa se samo smejal, ne? Ni nič komentiral, sem mislil, da je to tako malo se zavrkavlja rad. Ja. Sem rekel, da je Sveti Duh spal, da se meni to zadevo, sem rekel, na podlage časa, ne? Nekaj razlike gotovo imel, ne, zdaj te pa še kako No, kaj pomeni ta služba častnega kanonika? To je tako, da imaš, kaj bi rekli, eno zadevo, ki nič ne škodi, pa nič ne hasne. To je bolj častni naziv. Častno je, zato pa se reče. Se pravi, no, pač je to nekaj, pač, zdaj, če malo hudomušno rekel, ne, mogoče za kako minulo delo, ki si kakje opravil, kako bolj rizično, ne, za blagor Božjega kraljestva, da ti potem malo tak sem dajo eno tako, bi rekli, častno priznanje, ne, brez rente seveda, ne. To ne pomeni, da bi bili, denimo, član stolnega kapitlja, ki sedaj deluje, ne? Ja. Ki je operativen. Ja, mi pa smo samo tak reda radi, oziroma za okras, se reče. Ja. Mi smo za okras, ker vsi bolj tako okrogli, ne. Kaj pa pomeni, da ste bili tudi član duhovniškega sveta? Tudi en cajt, ja. Ja, to pa je izvolitev, ne, to pa mi volimo se, po dekanija, ne, in sem bil enkrat izvoljen tudi, ja, to je svet noter. Če gleda jaz te službe nimam, nobene, da bi rad noter bil, ne, me nič ne. Kaj to pomeni? Me nič ne gane tako daleč. Na koliko časa ste se srečevali in kaj ste obravnavali na teh sestankih? Ja, na duhovniškem svetu so zelo take, tudi glede duhovnikov in tak naprej, ne, pa kak življenje duhovnika in take stvari, se pravi praktične, ne. Tudi tiste, ki so recimo v krizi, kak jim pomagate, tudi kjer so finančni krizi, kak jim pomagate, tako naprej. Poseben sklad obstaja, ne, ki ga vodi gospod nadekan iz Hajdina, ne. To je pač ena taka stvar, ki se duhovnikov tiče zlasti, ne. Problematika duhovništva. Problematika duhovništva, vedno aktualne teme. Če tudi so bile tudi ostale pastoralne malo ven vržene, vedno, ne. Če gledi so pastoralni svet bolj za tisto, ne, ampak se prepletalo med sabo dosti krat, ne. Ja, neki hudi pečat ste pustili, mislim hudi pod narekovaji, v dobrem smislu, pri svetem Rupertu v Slovenskih Goricah, v Voličini, namreč tam ste bili precej časa župnik, ne? Najdlje do zdaj. In zelo ste se angažirali tudi pri ne le duhovni obnovi za duše, ampak tudi materialni, da tako rečem, ne? Obnavljali ste tamkajšnji dom ob cerkvi, to je bilo veliko dela. Zgradili novega. Zgradili novega celo. Ja. Tam je štala stara nekde, 36 na teren velika, taka sedlasta, že stara. Prostorov ni bilo, ne? Tam nisem imel nobenega prostora, da za krestijo gor se lahko imel veru male luknje, ali pa svode v župništvu, tako na levi strani, mala soba bila, tako se otroci na drugem sedeli, ne? Nobeni mis, da bi kaj lahko delali, nič, ne? Dobesedno prisiljen, ne? Te pa se reka, če nekaj delamo tako, da za več stvari uporabna stvar, ne, in za pevce, in za ovo, in za ono, ne. Pač kaj župnija rabe, ne, nekaj prostore, ne. Celo smo nekaj kapelo delali, nekaj smo imeli tam mašo, potem ko smo cerkev razbijali, nekaj smo prvo Jožefov dom, ko smo ga poimenovali, nekaj Jožef mene svetnik Uber, ne, nad vsemi ostalimi, se pravi, da smo tam potem maševali, notere pogrebe imeli, poročali v tistem domu, vse. Taka kapela bila, ne. Sem vedno imel 3 maše takrat, nekaj je pač manj prostora bilo, da smo mi cerkev razbili, da ni bilo nikjer maše moglo biti, ne. Zato smo prvo dom zgradili, pa potem cerkev razbijali, pa flikali. Potem pa sveti Tomaž pri Ormožu. Ja, to pa je bilo, tako bi rekli, splet okoliščen. Jaz sem nekdaj želel k svetemu Tomažu, ampak ni šlo. Nekako mi je bilo simpatično stvar, ne, tudi mejaš domače, moje rojstne fare nagobili gor, ne, to je tam 4 meja med farami, ampak ni šlo takrat. Potem pa sem zvedel nekaj gospod Kompare, župnik na Prihovi, ki je bil sosed Laporske fare, ne, umrl, tam nekaj v začetku julija, kako že je bilo, ali konec junija. Te pa slišim, ravno pri gospodu Junežu sem bil na zajtrku enkrat, ko sem tam maševal pri Juriju, pravi, Brglez odide od Tomaža, ne, na Prihovo. Franček, ne. Jaz pa takoj na telefon gor, ne, v govorilnico, škofa Krambergera pokličem. Sem rekel, je res to, da Franček odhaja? Ja, sem že na vas mislil. Drugi dan prite. In v 14 dne sem že spakiral iz Laporja, ne, to je to ekspres bilo, ne. Nekako Tomaž je bil meni tak nekako simpatičen, zdaj še mi vedno tako, mislim, sem bil dosti povezal tam tudi razni, samo zdaj so že pomrli v glavnem s time. Kot duhovnik ste tisti, ki slišite in poznate tudi
bi lahko rekel, največje skrivnosti človeka. Namreč pred vami in pred zdravnikom pravimo, ni dobro molčati in skrivati, kajti to bi človek počel lastno škodo, ne? Tako da k vam so pravzaprav na vsej vaši duhovniški poti prihajali ljudje, odpirali svoje duše, svoje srca, svoje življenjske zgodbe, takšne in drugačne, in vam razlagali tudi najbolj intimne stvari iz svoje osebe ali iz svoje družine ali pač iz svojega življenja. Kako kot duhovnik sprejemate vse te skrivnosti, kako z njimi živite? Kajti vemo, da duhovnik, spovednik je zavezan molčati o vsem, pravzaprav, kar mu spovedanec zaupa. Molčati v tem smislu, da nikoli ne more nihče posumiti niti, kdo je to povedal. Ne? Ja, niti nakazati ne smeš, ne? Da bi ovec zamislil, zdaj za mene tiče, ne? Ja. Da bi pridige, recimo neki primer omenil, ne? Pa bi nekdo, to te gleda z naše fare, ne? Ja. Nikoli ne smeš tega, kako ne moreš se tega izogniti. Vi kot duhovnik te tolike... No, navadiš se, zdaj bom rekel tak, navadiš se, kaj pa je druga stvar, se meni zdi. Tako dostikrat odgovora pametnega ne moreš dati, ravno da bi čas posla rešil, bi rekli situacijo, ne, kak je problem ali ne vem kaj, ne? Že s tem, da ga poslušaš, mu ogromno pomagaš. Samo pustiš, da govori tudi, če, ne vem, malo fantazira, poleg, ne vem kaj, ne, pustiš ga, da govori. To je prvo. Da se izpoveda besedno, ne. Potem pa, kako spodbudo samo. Kaj dosti nimaš smisla govoriti, ne. Ker dejansko on ne toliko, dostikrat ne pričakuje, da boš mu ti po številkah dal navodila, tako kako dobiš za zdravila, ne vem kaj, ne. To jete, ovo ne smete jeti poleg, ne. Ne gre skupaj, ni komplementarno, ne vem kaj, ne. On dejansko najbolj pričakuje to, da ga ti poslušaš, da se on lahko nekako vrže tisto stvar, da ima nekoga, ki mu lahko to zaupa. Da se osvobodi. Tako se lažje nosi, ne? Že to je veki plus. Vedno pa že to trdim, ne? Pač duhovnik ne bo človek molitve, jaz se trudim pač koliko zmorem v tej smeri, da potem v molitvi pred oltar to prenašaš, ne? Ker na koncu brez Božje milosti naše bla bla bla, ne? Če mu nekaj nauka delimo, pa če tu ni še vzade nekaj Božjega, ne? Je to dejansko tako, da bi imel psihoterapijo na skrbe, ne? To pa je premalo, ne? Vem, da nam je pokojni profesor Trsten nekaj razlagal, da so razni toti psihiatri, pa ne vem kaj, njemu tam nareslevo pošiljali ljudi, ki so bili taki duhovno razbiti, ne? Pravi, jaz vam ne morem pomagati, jako psihiater, pravi, ite gospodu Trstenu, ker on vam lahko odvezo, dobro, jaz pa tega vam ne morem dati, ne? Rabi je dejansko odpuščanje, da nekako ti so odložil za evek v stran, ne? Oj, mu lahko razlaga, kak ne, pa kaj ne, ampak stalno tisto nosi v sebe, ne. Duhovnik pa ima to pač pooblastilo, če tako rečem, ne, da lahko potem reče, odpuščeno je. Tako. Vršte to v stran, ne. Če Bog vrže za hrbet naše grehe, da še mi to napravimo. Nihče te ne more osvoboditi krivde, razen duhovnik v Božjem imenu, ne. Ja. To je bilo zanimivo. In to je zanimivo pri nas ljudeh, pri vsakem človeku pravzaprav, da nas bremeni ta krivda, greha, neskladja, z Božjim zakonom, z ljubeznijo, tako rekoč, ne? In potrebujemo tistega, ki nam odpusti v Božjem imenu, ne? Ja, tako smo naredili, ne? Da smo sami preslabotni. Bog pa, ki odpušča, ki je ljubeči oče, bo vedno to odstranil, mi bomo lahko zopet zamigali svobodno, kako se reče, koliko se da. Vas kaj skrbi naša prihodnost, glede na to, da je takšno pomankanje duhovniških poklicev, da sedaj mnogi duhovniki opravljajo, ne vem, še koliko cerkva in župnij okoli svoje župnije centralne. Kako se bo to nadaljevalo? Kaj lahko pričakujemo? Ja, no, zdaj Mariborska nadškofija planira nekako, gospod Nadškof, ne, z svojo ekipo, da bi nekako take družine župnij se ustvarile. Da je po 2-3 župnije ali pa več skupaj, ne, pa bi nekako imeli enega voditelja, ostale starejše bi pač pomagali, koliko še lahko, ne. To je ena varianta. Smo pa včeraj mi, oziroma ko sem zdaj bil na srečanju letnika, ne, je bil iz Avstrije naš sošolec Tratar Janez, ki gor deluje na Koroškem. Je rekel, več kot polovica duhovnikov Celovške škofije je že uvoz. Poljaki, Korejci, Nigerijci, Hrvati, vse. Več kot polovica. Domačih je manj kot polovica duhovnikov. Torej se res to dogaja. In izgleda, da bo ena varianta, lahko iz tega sklepamo, ne, bi tudi bila za Slovenijo, ne, da bi malo to te uvozili, če uporabim to grdo besedo, ne. Tako kako Avstrija tako dela, ne. Pred desetletji smo še slišali, da je kakšen duhovnik dejal,
da bo prišel tisti čas, sedaj mi pošiljamo v misijone naše misionarje, duhovnike, da pomagajo tamkajšnjim ljudem in jih kot dušni pastirji vodijo in tako. In da bo nazadnje se zgodilo, da bomo mi potrebovali njih. Vse še rabimo. Avstrija je toliko odprta, mi v Sloveniji gledali smo še malo tak vrtičkar, če rečem, tujce težko prenašamo, ali ne vem, kaj bi tam rekel, ne, duhovnike tudi verjetno bi težko prenašali. Je rekel, največ je Indijcev. Zanimivo. Med temi duhovniki, ki prihajajo. Indija ima izredno, tudi krščanska skupnost, tam ima izredno dosti duhovnih poklicev. In grejo, ne. Indijci pa so tak sproščeni tipi, mislim, ljudje kot osebe, ne, in to dosti fajn, delujejo. Čeprav je tam hinduizem in budizem? Ja, tisto pa je že, no, zdaj hinduizem tam postal napadalen predvsej, ne, do krščanstva, ne, hočejo nekako monolitna država spet postati, tako so tudi fundamentalizmi razni, ne. Imajo pa karizmatično cerkev tam, ne, tista Kerala, Ja. recimo Kerala. Tota zvezdna država je izredna, Ja. izredna. Tudi v Slovenijo so v zadnjih letih prihajali, pač 20 letih, denimo, misionarji, karizmatični Ja. oznanjevalci, prav od tam, ne? Te pravi, tega Antoni de Melo, ne, jaz sem dosti tega bral, ne, Anthony de kako Mello, je potem zadelo na nekem predavanju, kaj že imel v Amerike, ne. On je dejansko hotel nekako malo tak, po mojem, neko bere čutila ptičja pesem, pa tako je to njegove knjige, malo nekak hinduizem sprejeti kot del duhovne dediščine, ki je tudi bogata, kar tudi je. Zdaj pravi, oni se gre tako trudijo za dobro in tako naprej, ne. Ti da imajo svoje pač zadeve, kak imajo, ne. Se pravi, ni polna resnice, kakor v razumeti resnici naše, kot mi pač smo prepričani kristjani, ne. Ampak dejansko imajo bogatstvo v sebi, ne. In on je to hotel združiti, ne. On je ogromno tam, ne, to te omenja noter njihove razne učitelje duhovnega življenja, ne, pa to povezuje z evangelijem in tako naprej, ne. Ja, rimsko-katoliška cerkev je pri tem izgleda izjemno previdna, čeprav sprejema in kot del resnice tudi, celotne resnice, tisto, kar je resničnega, dobrega v teh verstvih, ne? Ja, se to v tistem že odloku o ekumenizmu noter, ne, kaj je Vatikanski koncil dal, že tam, pa zdaj spet te stvari pape že stalno gor spodbujajo ekumenizem, ne, da dejansko govorijo, da je ogromno lepega, dobrega, duhovno plemenitega, ne, v teh raznih vrste, od islama do budizma, do hinduizma in tako naprej, ne. In da tako da dejansko treba se samo nadgraditi, rečemo reče, razodeta resnica pa še mora samo to oplemenititi in je potem to. Kaj pa razmišljate, glede na današnje stanje aktualno? Zelo veliko ljudi nekako živi brez Boga, vse na zunaj je tako videti. Kaj pomeni življenje brez Boga? No, jaz bom drugače malo obrnil. Mislim, da nihče ne živi brez Boga. Se pravi, vsak si nekega Boga sam ustvari. Največkrat pa sam sebe za Boga napravi. Torej malika. To je problem. Tega bi rekli človekovega napuha, ne tako, je pač izvir greha od Adama naprej, je napuh. Ne? In dejansko to bo vedno človeku gorelo in tlelo in vedno bo poskušal on biti namesto Boga. To je, mislim, vsak ima nekega Boga, ne bo to denar, ne bo to avto, ne bo to, ne vem, vikend, ne bo to, ne vem, uživanje, ne vem kaj vse, ne. To so maliki, ne? Ja, to so maliki, ampak za njih bogove, ne. Za njih bogovi, ja. Ki pravijo, da tudi ateist ni brezveren. Ker če nekaj zanikaš, pomeni, da tisto za tebe obstaja. Zanikati, da ni Boga. Ja, kaj zanika, če ga ni? Tistega, kar ni, ne moreš zanikati. Ne? Pravijo, da ateist je tudi veren človek. Ne? Samo hoče zanikati, da je veren, ne? Če tako rečemo malo hudomušno. Zelo veliko dela še imate duhovniki, misionarji, pa tudi mi, laiki, kristjani, glede na nalogo, ki smo jo dobili od Jezusa, ne? Pojdite po vsem svetu, oznanite ta evangelij vsemu stvarstvu in tako naprej, kot da še ogromno ljudi ni slišalo za Božjo besedo. No, se pravi, če malo to stvar po minulo nedeljo, eno, ki je bilo v gorčičnem zrnu, ne, mi imamo dejansko tudi duhovnike, verjetno dosti kar predstavo, da bo to, kaj mi povemo, da bo to takoj rodilo sad. Že tisti trenutek skoraj, ne. Dejansko pa pozabimo, da kak pravi tam, vrže seme raste, klije, ne veš nekako, ne, prinaša sad naenkrat, ne. Ampak ne ravno takrat, ko si ti misliš, da bo sad, ne. Lahko mogoče ima že na Britofi, po domače rečeno, ne, pa da može takrat se kak sad pokazal. Ker pri Bogu ni časa, ne, on je večni zdaj, ne,
Njemu ne gre vloge, da bo letos ali drugo leto ali za 20 let, ali to me več ne zdaj. Ne? Na nas je, da sejemo, ne? Ja, tako. Naša naloga je, da, kak je rekel Pavel, storimo, kar lahko, ne, na koncu rečemo, ubogi hlapci smo. A to je Jezus celo rekel, ne? Ubogi hlapci smo, storili smo, kar smo bili dolžni storiti. In če bomo to napravili, lahko v miru gledamo v nebo. Gospod Fras, da bi bili plodoviti in učinkoviti pri svoji drži, pri svojem oznanjevanju, kaj je najbolj pomembno za kristjana v osnovi, v njegovi krščanski drži? Vendarle je poklic biti kristjan pred vsemi drugimi poklici, ne, ki jih mi opravljamo. Tisto temeljno, vemo, da bi naj bila ponižnost, na kateri potem rastejo vse druge kreposti. No, jaz bi rekel tak, ne. Dejansko Boga postaviti v središče. Kristjan mora Boga postaviti v središče svojega življenja, potem pa bo se tako vse odvijalo v tej Božji navzočnosti, če tako rečem, v Božji milosti, v Božji ljubezni, in dejansko potem bomo rastli. Tudi duhovniki, tudi verniki, ne? In potem bomo lahko tudi poslanstvo izpolnjevali. Ker dejansko Bog je, rekli, naša hrbtenica, če uporabim tako malo čorovo podobo, ne? Dejansko njega se moramo oklepati, vse ostalo so dodatke. To, kaj delamo, ne, razne metodike in tak naprej, ampak Bog mora biti v centru. Ampak kaj to pomeni, biti, da je Bog na prvem mestu? Ja? Poznamo tisti pregovor, tisti rek, če je Bog na prvem mestu, bo vse na pravem mestu. Ja. Ne? Ampak kaj to konkretno pomeni v našem vsakdanjem življenju, da je Bog na prvem mestu? To pomeni, da se vedno trudimo, da Boga ne spregledamo v svojem življenju, jaz pravim. Kaj to pomeni? Vsak trenutek ali vsako uro ali vsak dan? Ne, temeljno razpoložljivost moraš v sebi za to imeti, ne? Ne, da bi zdaj stalno študiral, zdaj pa nisem na Boga se spomnil to uro, ne? Pa zdaj se nisem spomnil, ne? Ja. Ti za življenje se spomniš Boga, ne? Zato pa imamo, kako rečemo, izpraševanje vesti, ne? Ali pa zjutraj dober namen napraviš, da Bog nas napravi pač to, kar zmorem in kaj Bog od mene pričakuje, da bomo za to odprt in pripravljen tisto storiti, tudi če ne bo prijetno za mene, ali vem kaj, ne? Ampak da sem pripravljen tisto storiti, ne? S tem se že dejansko v Božji pričujočnosti, če tako rečemo. Razumem. Kaj je za vas resnična ponižnost? Kdo je tisti, ki resnično izkazuje ponižnost, tako kot bi to morala biti ta glavna krepost? Zdaj bom tako rekel. Tisti, ki je sposoben priznati, da je nič, tisti je ponižen. Ker Bog je vse, ne? Mi smo nič. Nič, pa to je malo moče pretirana beseda, ne? Hočete reči, ne da se čuti pomembnega ali kaj? Ja, je tako v tem smislu, no, tako je, boljša izraz, ja. Se pravi, da dejansko nekako znam sebe sprejeti takšni kot sem, z omejitvami, z zmožnostmi, tudi to, da se zaveda, da ima nekaj sposobnosti, vsak ima nekaj gotovo, ne? Bog darove deli, to je in bo delil, ne? Ni brez pardona, samo mi jih moramo odkriti, pa potem tudi oplemeniti, ne pa zakopati, ne? Se pravi, če smo to sposobni, potem bomo dejansko pravi. Tako, kako moramo biti v tem času in prostoru, katerega smo postavljeni. Za vas je zelo značilen smeh. Sem že slišal, ja, misliš onega gospoda župnika iz Svete Ane? Oddaleč ga zdaj slišimo njegov smeh. Še prej, ko ga vidijo, ne? Preden vas vidijo, ja. No, to jaz vedno, mislim, ne da bi zdaj pretiraval, ne smeh tak, da se smejiš brez veze, po domače rečem, ne tiste drugo, ne, tiste norija. Ampak jaz vedno trdim to. Mi smo v službi evangelija. Evangelij pa vemo, vesela novica. Ja, kako se jaz ne kislo držim, hkrati pa oznanjam evangelij o Božji ljubezni. In vidite, to nekaj ne gre skup, ne? To se povla med sabo, ne? Se pravi, dejansko, če bi tako rekel, kaj nošiti v sebi, ti se potem lahko tudi nekako vem pokaže. Obraz je dejansko govorica človekove notranjosti, ne? Obraz, oči, to vse pove, ne? Jaz včasih ga tako gledam, ne? Ja, zakaj me tako gledate? Tako, ker oči več povejo, kot vaše besede. Včasih ga malo presenetim, ne? Ker dejansko z celotno mimiko svojo dušo daješ ven, koliko pač imaš v sebi. Tako, to ni tisto zunanje razveseljevanje, pa neko veselje, ampak ki prihaja iz notranjosti, iz duše, ne? No, dejansko, rekli, na zunaj se rekel, ti smeješ tudi igrano, ne? Tako, kak igralce, ne? Se smeji ali pa se joče, ali kaj to pač mora biti v igri, ne? Ampak to življenje ne more biti, to lahko to parkrat narediš, ampak vedno pa te ne bo uspelo, ne? Če boš nekaj imel v sebi, rekli, Božjega, če uporabim pa te Božje ljubezni, nekaj čutil v sebi, potem boš vedno lahko sproščen.
Vedno. Tudi če ti bo časih šlo vse v grunt, po domače rečeno, je pa padlo skupaj. Ja, veliko lažje v življenju shajate tisti ljudje, ki ste tako nasmejani, veseli, znate obrniti stvari v šalo, sprejmete tudi svoje slabosti, morda ki vam jih kdo očita z nasmehom ali pa se nasmehnete na to, potem nekako se tisto razblini, ne? Ja, s tem dejansko neutraliziraš tisto negativno zadevo. Ja. To je tako, bi rekli, neka stvar, ki razkori stvar. Kot da na arijo gor pljuneš, pa pade dol, ne? Zdaj z nasmehom, če tako rečem, ne napraviš to. Tudi neki življenjski optimizem žarite v okolico, ne? Ja, upamo. Zdaj težko ocenim, ne? Trudim se v tej smeri, poskušam. Zdaj pa koliko smo uspešni, če uporabim to besedo, če glih, ta beseda niti ni primerna za poslanstvo duhovnika, uspešnost, nekaj to ni nič, ne? Je relativno pred Bogom. Kar je pred ljudmi visoko, je pred Bogom nič, ne? In tako obratno, ne? Se pravi, tu dejansko na to računati nima smisla, ne? Stori, kar lahko in koliko zmoreš, pa se lepo vse štiri od sebe daneš, pa Bogu prepustiš, da dalje dela, ne? Ja. Čeprav ste nam dali malo misliti ob tem, da vendarle vam veliko pomeni domači kraj, bližina vašega domačega kraja, da ste čim bližje tudi kot župnik na kakšni župniji, pa vendar radi ste odšli tudi v tujino z vašimi romarji. Ja, to smo nekaj take imeli, ja, Roman. Iz te župnije smo hodili pred par leti iz Svete Ane v Asizi, pa v Vatikan, pa Rim, ne, smo imeli tak par dni. Potem, ko sem bil v Rupertu, smo hodili za ne vem koliko dni v Lourdes, ne. To so bile čudovite stvari. Ker zato se odločijo tudi ljudje, ki imajo interes, je to veliki plus, ne nekdo kot izletnik, ne, ampak nekaj duhovnega v sebi, potem začuti globlje, ne, in tako naprej. Je bilo to enkratno, ne, tudi povezanost čudovita med ljudmi, ne. To je bila taka družina smo bili, ne. Dobre volje, se smejali, ovo, to, sem, tja, ne. Res, mislim, taka romanja so zelo blagodejna. Bolj kot množica pridig, če tako rečeš, ne. Včasih mi pride na misel, menda je izrekel te besede arški župnik, zavetnik vas župnikov, duhovnikov. Sem bil na njegovem grobu. Ste bili v Arsu? Je marševal tam. Aha, da bi raje upravljal kakšen drugi poklic kot duhovniškega, če bi res bil vedel, kaj pomeni biti duhovnik. Ja, on je zelo se zavedal te resnice, da je duhovnik revček kot človek, ki dejansko duhovništvo presega njegove človeške zmožnosti in njegovo človeško osebo, ne. To je dar, ki si ga prvič ne zaslužimo, niti jaz še vedno pravim, da se verjetno Bog zmotil pri meni malo, ne, da me cuknil na to stran, ne. Ne vem, no, da mogoče malo preveč govorim, take neumnosti. Ampak dejansko čutiš, da nisi za to sposoben. Ker je to tako poslanstvo, ne, Boga nuditi, ne, o Bogu govoriti, za Boga pričevati. Biti posrednik med njim in človekom na nek način, ne? Kako? Biti posrednik nekako med Bogom in... Kako pravijo, alter Kristus so nas učili, ne, drugi Kristus. Drugi Kristus. Fantazija lahko malo že skoro. Ampak gotovo drži, ne? Drži pa, da ti to uresničuješ, kar je Jezus delal, ne? Pri podeljevanju zakramentov ste drugi Kristus. V spovednici ste drugi Kristus. Tudi. Pri oltarju ste drugi Kristus. Tako, zlasti tam pri oltarju, ne? Po tvojih besedah prihaja Jezus gor, ne pod podobo kruha in vina. Tako. Te navadne človeške besede bi rekli, nebogljene, ne? Poslušen Antonu Frasu iz Svetega Jurija, ko reče, naj postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa in on pride iz nebes. In pride, ha? In se naseli, se poniža in se naseli v tej hostiji. To je, mislim, šokantna zadeva, to pa pravijo, ne, recimo določene svetnike, celi čas je držal gor, ne, ni mogel naprej. Pater Pi in tako naprej, ne, tudi arški župnik, ne, se je jokal poleg, neko je dvignil, ne, ni mu šlo v glavo po domače, kaj tudi ne gre, ne, kako jaz lahko to napravim, ne, Bog, ki me ustvaril, ki me bo sodil, ki me ohranil v bivanju, jaz pa rekel nekoliko njega tak, s par besedami prikličem sem, ne, mislim, ne gre, možgani odpovejo. Kako pa vi v tem vašem intimnem, osebnem stiku z Bogom vsak dan, kdaj začnete vaš delovni dan? Jaz pa imam čudno ure. Gleda, kad se že to malo preminoriti navadi, ko smo zgodaj morali vstati. Jaz že pred 5 vstanem vedno. Vedno pred 5. Ja, kdor zgodaj vstaja, mu kruh ostaja, so rekli včasih, ne? Jaz pa stalno, hladilniki kruh, ja, da to mi ostaja. Se pravi, tak sem navajen, ne? Jaz pravim, zjutraj imam tiste 2 uri od 5 do 7, ko imam mašo ob 7, ne?
za sebe. Ne? Jaz molim, brevir, križov pot in tako naprej, razne molitve, pa berem tudi v svetniku tistega dneva, če ga razložim. Ne? Mislim, takrat je pa 3:45 smo vedno zajtrk, 1 uro pred mašo, ne? To, ker potem včasih po maši več ni časa za kaj takega, ne? Ker že ljudje pride, pa sem pa tja. In dejansko mi je to zlata zadeva. Se mi zdi, če bi jaz zdaj nekaj tam poležal do 5:30 ali 3:45, se mi zdi, da bi cajt zgubil nekako me. Ne bi imel ritma svojega naprej. Ko se prebudite, katere so vaše prve misli? Ja, prvo zmolim. Zmolite. Prvo zmolim. Tebe ljubim stvarnik, moj sveti angel, pa tak, ne. To prvo, ko se vsedem na postelj, to zmolim, ne, pa se pokrižam, potem pa vstanem. Čisto preprosta stvar. To mi je tako malo gre naprej tisto, ko sem bral, zdaj ko sem bil bolan, Benedikta 16. Ne, on tudi pravi, ne, preproste molitve mole, ki jih je kot otrok se navadijo. In ga bogatijo, ne, pa je že čez 90 let, ne. Pa bister do namoglosti, ne. Čeprav duhovniki ste obvezani moliti tudi vsak dan vašo službeno molitev, brevir, ne? Čisto vse zmolim, zjutraj imam, se pravi, molitve na bogoslužje, pa hvalnice zmolim pred mašo, ne. Ne, če dan pa te dnevna molitva, večer pa te večernice, pa klepetori smo rekli, ne, sklepnice. Ja. Pridete kaj do rožnega venca tudi? Vsak dan. Vsak dan molite rožni venec? To mora biti čudež, jaz ne bi rožnega venca zmolil. Zdaj bo se pohvalil, ne, to zdaj bom verjetno zgubil v nebeškem kraljestvu, kakšno stopnico nižje mu splezal, zdaj, ko mu to rekel. Zdaj bil bolan, sem vsak dan vse 4 dele zmolil. Krasno, čestitke. Vedno. Lepo. Čas sem imel, ne? Čas ste imeli, zakaj da ne bi, ne? Čas porabil. Rožni venec vam daje neko polnino, neko dodatno pa navajen sem že to že nekdaj, ne? Jaz sem še to pri menoniti smo molili in tako naprej, ne? Tako da ostane nekaj človeka, vse posodi nekaj ti ostane, ne? Sicer sem bral noter zdaj, mislim, da Luč sveta, mislim, da to knjigo od Benedikta 16. Ne? On je rekel, da ne zmore celega rožnega venca zmoliti naenkrat. Pravi, ker on je taki, no zdaj, če še je tak nekaj, zdaj, ko že leta bašejo, ne, pravi tak nemiren duh, pravi, da ne zmore tako dolga koncentracije. Ker nema že vse druge stvari, že začne po glavi plezati, ne. Pravi, jaz po 2, 3, 10 zmolim, pa je zadosti, pravi, ne more več. No, prej se me je dotaknilo na začetku oddaje, ko ste dejali, da ko poslušate zgodbe ljudi, njihove težave v sveti spovedi, da potem to prenašate na oltar. To vedno delam. Vedno se ljudi spominja, da je spovednitelj, da sedim pa molim, se tega spomnim, se onega spomnim, ki sem ga srečal, ne. On je s takim problemom, on je tam nekdo umrl, ne vem kaj, pa molim se, mislim, ne bo za njega, ne. Bog pa tak tala to, jaz pravim, jaz nimam tega magazina na skrbe, ne, bi rekli, koliko izmoliš česa, ne, to Bog te potem deli lepo svojim otrokom. Vendar je vam zelo pomembna v vašem življenju molitev za duhovnike, ne? To pa. Vprašanje, ne vem, kaj bi jaz živel kot duhovnik, pa verjetno tudi kot človek, če ne bi molil. Nimam predstave. In za duhovnike? A bi lahko živel? Za duhovnike, za nove poklice? Ja, to pa tudi molim. Vsak teden 2-krat molim tudi križov pot za duhovne poklice. Križov pot za duhovne poklice? Ja, ki je gospod Košir napisal tam iz Kurečaka. Aha, lepo. Ja. Ja, vem, da imate tudi kakšnega konjička, ne? Zelo radi se vrnete v vaš Sovjak. Zdaj je to mimo počasi. Nekje blizu Blagiškega jezera, ne? Ja, malo gor, kakšen kilometer pa pol od jezera tam, ja. To je bilo prej, ko sem še z nogami bil dober, te sem bil tam, kako se reče, delovna sila glavna pri mojem vinogradu in tako naprej, ne. Zdaj že 2 leti nič. Ker ne morem hoditi prav, ne. In je brez veze, da se nekaj tam vlačem noter, kako strašilo, ne. Obnovili ste vaše... pa sem... Poristo, ja, domačijo sem prihtal. Domačijo? Vse, od domače rojstne hiše, poleg garaže in tako naprej, ne, Nove Gorice in tako. Tada je pošlihtano vse, urejeno. Redovniki si ne morejo privoščiti česa takega? Ja, takrat se ne bi temu obadal, verjetno. Škofijski duhovniki lahko imate neko svojo posest, ne? Ja, to je točno določeno pred njih, ne, da imaš neko tipa za sprote, ne, recimo neke, kako bi rekli, denarček, ne, da lahko na kavo greš ali kaj kadi, da se cigarete kupi in tako naprej. Ja. Da nekaj nujne, vsakodnevne potrebe dobijo vedno, ne. Ja, eni duhovniki so si nekaj že pripravili, kaj zgradili in tako za čas, ko bodo šli v penzijo, ampak zdaj ni časa več za penzijo. Duhovniki ne morejo v penzijo in delajo naprej, ne. Pa ne samo to. Mene zdaj nič ne hasne, če tako rečem domačija, če nič ne morem tam, ne. Tam lahko zgnilim samo, ne, če mi ne bi kdo še kaj postregal, ne, ali pa pripeljal kaj jesti, ne. Je fertik, če ne more več sam sebi folgati,
je brez predmeta. Tako da se zdaj vidim, da je to samo še hipoteka, ki je došla v druge roke. Ampak upajmo, da bo vaše koleno se saniralo tako, kot bi se naj. Ne? Trenutno kaže dobro. Ne? Tako da, hvala Bogu, zdaj če mu pazijo, seveda ne. Samo potem pa pride še levo na operacijo, ker je glitak. Še? Tudi fuč. Ste preveč hodili po Gorici? Ne, eni so zafrkljivo rekli, preveč se klečali, gospod. Tega ne morem rekel, da sem preveč klečal, sem rekel, da bi lagal sam sebi. Ja, pa kakšne sorte pridelujete? Imate tudi kaj Grabenweina ali... Ne, ti se vem sekal. Kaj je to Grabenwein? To je šmarnica po domače. Ki te vrže v graben? Ja, zato pa ima taki strokovni izraz, ne. Ja, terminus technicus, Grabenwein. Jaz imam polovico, od 600 trstov imam polovico laškega, ostalo pa malo mešano. Tako je vse sorte. Polovica pa laškega. In tem laškim jaz tudi mašujem stalno. Si pridelujete mašno vino? To nečak dela že, pa brat poleg, lepo rihtata v nulo, ne. Tako da sem, ko pridem gor, je vse cek, ko vojaško urejeno. Kako ste pa kaj prenašali zdaj te zadnje čase, dobrega leta nazaj, odkar se je pojavila epidemija? Nisem imel nobene problemov glede tega. Tak. Ogromno sem prebral v tem času, pisarno pospravil, ne, da sem malo prišel do zraka, ker sem mečeš pa mečeš, ne, in to sem zdaj vsake list vzel v roke, vse razsortiral, v registratore in tak naprej. Tako da zdaj res, moj naslednji, če mene hitro pobere, ne, bo vse vedel, kje bo kaj našel. Torej vam je epidemija šla nekako na roko, ne? Dobesedno je šla na roko, dobesedno. Pa s kolegi smo se srečevali dosti več kot zdaj, ne? Ker vsake nekaj dela, pred pa so vsi se bolj doma držali. Nisem imel občutka, da bi ravno osamljenost me lovila, ni bilo. Danes ni bilo tega. Veliko ljudi ostalo kar doma pred televizijskimi zasloni, pred radijskimi sprejemniki, niso se vrnili v cerkev, odkar je epidemija. Vas to kaj skrbi? Ja, to pa me skrbi, vedno trdim, da če bo polovica tistih nazaj prišla, kaj so prej hodili pred epidemijo, bomo zelo veseli lahko. Jaz vedno trdim, da se človek zelo hitro lahko odvadi teh navad, če uporabim besedo, hoditi k maši. Dejansko, več ne rabe, ne? Živi lih tak naprej, ne? Te ima občutek, ja se ne rabim, ne? Kam te hodil tja, ne? Župnika poslušati, ne? Ker tak časih si preprosto razlagajo nekateri, ne? Tako da jaz sem zelo tu malo skeptičen, če tako rečem, da bi se na isto vrnili, težko verjetno, številčnost, dvomim. Pa tudi ni isto biti pred televizijskim zaslonom ali pred oltarjem v cerkvi, ne? Ja. Kako zdaj mislite? Ni enako. Seveda ne, to. Absolutno ne, to je nadomestek, pa zdaj hvala Bogu, da je, jaz pravim. Nič ni slabega, karkoli je pozitivnega, tudi če malo tak, pa tak, ne, ampak vedno je boljše kot nič, ne. No, razen za tiste, ki ne morejo v cerkev, to je normalno, za bolnike, invalide, ostarele, in tako je pa to gotovo velika pridobitev in rešitev, ne. To gotovo, v njihovi situaciji, ja. Pri nas so ogromno gledali gospoda Martina, ogromno. In bom zdaj šel, zdaj mogoče to malo reklamo delam. Goloba, mislite mladega? Goloba, ja. Ja? Vlogerja. Sem ga povabil za Anino nažegnanje. Lepo. Pa sem rekel, da bo verjetno cerkev premala. Gotovo bo z veseljem prišel, ne? Ja, prestal, fajn izgled bom imel iz Slovenske Gorice. No, lepo. Imate veliko prijateljev, gospod Fras? Jaz na vsake fare si ustvarim neko ekipo, če bi tako rečem malo hudomušno, ne. Vedno nekaj ljudi, ki z njimi dosti bolj sodelujem, potem tudi neke povezave še ohranjamo naprej in tako dalje. Nimam predstave, kako bi jaz živel, če bi samo Farof notri bil zapečaten. Mislite, da bi se mi odpeljalo? Kaj je za vas pravo prijateljstvo, oziroma kdo je lahko vaš prijatelj? S katerim jaz lahko sproščeno govorim, se pohecam, rečemo si to in ono, skupaj napravimo in tako naprej. To se mi zdi pravi prijatelj. Ne bi zdaj od njega nekaj izsiljeval ali ne vem, neke dobrote hotel njegove, ne. Tudi to se zgodi, da ti kaj je pomagal kot prijatelj, ne. Ampak ni to bistvo. Bistvo je tisti odnos. To je za mene bistvo, ne. Da jaz z njim lahko kontaktiram, da on je rad v moji družbi, jaz v njegovi družbi, ne. In to je za mene super. Ja, tu se sedaj najbolj ne držite Svetega pisma, ne? Kajti v Svetem pismu beremo, da med 1000 ljudi imaš enega prijatelja. No, šalim se. Koliko 1000 ljudi sem jaz spoznal v svojem, rekli, poslanstvo,
Teda te imam še kar dosti lahko prijateljev. Ja, Jaz sem dosti tisočev spoznal. Ampak vem, da ste imeli enega izjemno dobrega prijatelja, to je bil gospod Franček Plohor, znan slovenski jasličar, ki smo ga gostili tudi na našem božičnem programu tukaj v živo, ki je izdelal imenitne jaslice. Do zadnjega. Ja. Zdaj na koncu že je delal, mi je kazal malo prej, kako je šel v bolnico, je kazal neke velike jaslice, mislim, da napravite, zelo velike figure, skoraj v naravne velikosti, notri v kletje delom je še kazal tisto, potem pa tako ga bolezen zgrabila. No, mi smo tako prišli skupaj, zdaj, če malo omenim, ko sem jaz tam začel razbijati faro od glave do pet, v Juršnici, smo vse razbili okna ven, vse vrata ven, zidove sem pa tja, ni bilo nič noter, samo gole stene so na koncu bile. Nisem imel kaj stanovati, je gospod pa k meni pride, jaz imam fajn plac gore, in tako sem jaz gor dejansko svojo kariero v Jušnici preživel, glavne predjem na Kikove. Skoraj do konca. Ste dobili na Kukavi svoje nadstropje. On je vedno rekel, to je najin dom. Ne rekel, to je moj dom, najin dom. Še imam slike, ki mi je dal, pa v zadnjem pisal, to je najin dom. Zelo lepo vam je uredil, bil sem namreč pri njem, bil je zelo ljubitelj tudi umetnosti, imel krasne umetniške slike v svojem stanovanju, poleg jaslic, in ko nam je to pokazal, je z veseljem odprl tudi sobo in rekel, tu pa pridejo naš gospod. Ja, to je bil ponosen. Ja, zelo ponosen. Za njega je to pomenilo tako čisto človeško vzeto, eno tako priznanje, da je nekdo. On je imel stalno malo tako občutek, ker ga je življenje tudi tolklo na vse načine, občutek malo odrinjenosti, zdaj pa da je župnik, jaz sem gospoda Krambergera k njemu pripeljal, gospoda Smeja, kanonika, Goličnika, pa je on tam postregal. To je za njega bilo, kot da bi se mu vsi svetniki prikazali. Ja, krasno. Tako da mislim, res to je za njega, pač tako je naneslo. Jaz nisem za njega nikoli vedel, da obstaja na tem svetu. Lansko leto se je poslovil, ne? Tako, za svoj godovni dan. Dober sodelavec v vaši župniji v Juršincih tudi, ne? Ja, on je za župnijo živel. Župnija je njemu pomenila nad vsem. Blagor župnije, ne pomagate finančno, kakorkoli, To je za njega bilo, krasil je dolgo časa sam, čistil cerkev, ne vem, kaj vse dela, izredno, ker je pač bil v Avstriji navajen delati, Avstrijci te navadijo delati do nemoglosti, pa on je že po naravi bil priden in je to on delal kot mravljica. Lažje shajate s preprostimi ali z izobraženimi ljudmi? Mislim, da malo pretirava, mogoče obojne prenesem, brez problema. Ker zdaj mogoče pomeni eno tako skrivnostno zadevo, ki ni skrivnost v našem koncu. Pri nas, pri Ane, imamo že ne vem koliko let, vsak teden srečanje. Župan, župnik, ravnatelj in glavni gostilničar. Vsaki teden. In to je protokolarno. In tam mi izmenjamo vse te zadeve, tekoče in tako naprej. Podebatiramo se, pohecamo. Če treba kaj rešiti, tam se zmenimo, ni nobene panike, nobenega, kdo komu za hrbet skače, Nima problema. Vsi glavni aduti v blagor svojega naroda. Ja, to smo, kaj bi rekli, to smo, zdaj malo bi rekel, drmatorji, Ja, lepo, prijetno mi je bilo z vami in prepričan sem tudi našim gledalkam in gledalcem, ki so spremljali ta najin pogovor. Gospod Anton Fras, župnik pri Sveti Ani v Slovenskih Goricah, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Še 4 leta torej vas loči do Zlate maše, takrat boste spet na našem programu, kajti mi radi gostimo zlatomašnike. Samo da ima že malo boljša sklerotične, kak sem že zdaj. Takrat se boste tudi vaši koleni že zacelili. Ja, bo videla tudi rešeno, ja. Bo, Upajmo, da boste ostali tako zdravi in dobre volje, kot ste, da boste lahko izžarevali še naprej veliko božjega duha in tega krščanskega optimizma, povsod pravzaprav, kjer hodite in delujete. Prekmurci imajo en izraz za te besede vaše. Bog daj žegen to te reči. Daj Bog blagoslovi to, naše poslušalce, poslušalke. Če je bilo kaj koristnega, spodbudnega, Bogu bodi častni hvala. Če pa se mimo zažgal, pa se ne malo nasmejijo. Res sem bil vesel, da ste v našem studiu. Hvala vam torej. In hvala tudi vam, spoštovane gledalke, za poslušanje in gledalci seveda.